Pozdravljeni, dragi moji, evo spet smo skupaj v novem videu in jaz sem prepričana, da boste veseli za ta video, ker bom govorila o zelo pereči temi, sploh za starše, mislim pa, da je tudi za tiste, ki niste starši, zelo pomemben video. In sicer to bo video, ki govori o kaznovanju. Zakaj sem izbrala ta teden to temo? To temo sem izbrala zaradi tega, ker je zelo veliko vaših vprašanj o tem, kako kaznovati otroka. To je zame sicer zelo provokativno vprašanje, ampak vaša vprašanja v bistvu pašejo v 3 kategorije. Eno je, kako naj ga kaznujem, ker ne dela za šolo. Drugi je, kako naj ga kaznujem, ker se ne drži pravil. Tretji pa je, kako naj ga kaznujem, ker dela traparije, neumnosti. Ja, to so v bistvu so še podkategorije, ampak to je tisto, kar je glavno. Dajte mi zdaj dovolj, da z vami podelim eno mojo zgodbo in da vam povem v bistvu, kako delujejo neki naši vzorci, ki smo jih dobili iz preteklosti. In na nek način vam ne bom govorila o tem, kako kaznovati vaše otroke, ampak bom govorila o tem, kaj ne delati vašim otrokom za kazen. Zato, ker to pušča neke posledice za vse življenje in je zelo pomembno, da ozavestimo te stvari, da se jih zavedamo. O tem piševa, o tem so narejeni najini vodniki, najvodila za najstarše, kjer lahko raziskujete, kaj ste se vi naučili in kaj uporabljate pri vzgoji vašega otroka, kaj vam jemlje moč in vas dela čisto izgubljene. Tako da to knjigo vam seveda priporočam iz srca. Je pa tako, da ta knjiga ni za vse starše, ta knjiga je za starše, ki zares želijo najboljše svojemu otroku in ki želijo napredovati osebnostno zrast. Zato omenjam to knjigo, ker ob tem, ko sem se jaz na tak način ukvarjala sama s sabo, sem v bistvu se začela zavedati to, da otrokom z mojimi vedenji in z mojimi odzivi puščam zelo enake posledice, kot so jih puščali meni z moji starši. Pa jih niso veliko pustili, ampak dovolj, da sem imela veliko dela. Tako da, ja. Zgodba, ki jo bom z vami delila. Ko sem bila jaz majhna, sem bila zelo pogosto kaznovana z nekim čustvenim odzivom. Ali pa mi je bila izrečena grožnja: naredi to, če ne bom jaz žalostna. Kako se nisi mogla potruditi, zdaj sem pa toliko žalostna. Glej, skozi počneš traparije, danes si mi pokvarila. Zdaj pa zaradi tebe ne bom mogla biti dobre volje. To so stavki, ki jim jaz rečem čustveno izsiljevanje, zdaj jim tako rečem. Ko sem bila majhna, sem jih pa doživljala, kot da sem jaz tista, ki vplivam na čustva drugih. To se pravi, da sem jaz odgovorna za čustva drugih, da sem jaz odgovorna, če je nekdo vesel, če je nekdo žalosten, če je nekdo srečen, če je nekdo nesrečen. In ves čas sem imela fokus zelo uperjen v to, kako se ljudje okrog mene počutijo. In če se eden ni počutil dobro, sem bila jaz popolnoma izgubljena. To je nekako skozi otroštvo šlo, pa skozi najstništvo. Potem se je pa zgodilo to, da sem se poročila, da sem dobila partnerja, da sem dobila otroke. In ko je Albert bil videti, mogoče sploh je bil čisto okej, ampak da sem ga jaz tako videla, sem jaz dobila občutek, da sem jaz kriva za to, da se on ne smeje, da je on žalosten, da je on tih, da je on nerazpoložen, da je on karkoli se je dogajalo, sem imela jaz občutek, da sem jaz odgovorna za to. In moji najlepši dnevi so bili takrat, kadar je bil on vesel in dobre volje. A veste, koliko je to naporno? Potem so se rodili otroci. In je bila situacija še težja, zaradi tega, ker je bila družina večja in v družini s 6 ljudmi, a veste, da ni šans, da dosežeš, da so vsi naenkrat srečni zelo velikokrat.
Potem sem začela seveda s temi otroki se ukvarjati in sem se zelo velikokrat zalotila, da jim rečem, da bom žalostna. In kar je še hujše, zelo velikokrat sem se zalotila, da jim nič nisem rekla, pa sem bila žalostna. In sem s čustvi vplivala v bistvu z mojim odzivom sem vplivala na njihovo počutje. In verjamem, da so si oni tudi kdaj razložili, mamica je žalostna zaradi mene. Jaz sem se potem začela ukvarjati s tem, začela sem raziskovati, od kje to prihaja, in s pomočjo vprašanj in odgovorov o teh svojih zgodbah sem prišla do nekega zavedanja teh vzorcev. In ko sem prišla do zavedanja in razumevanja teh vzorcev, sem začela lahko to spreminjati. Je pa ena stvar, ki jo zdaj velikokrat staršem polagam na srce, ne počnite tega svojemu otroku, zaradi tega, ker dejansko ta oseba, ki je tako vzgajana, izgubi občutek, kaj čutim jaz in kaj je moja odgovornost in kaj čuti drugi in kaj je njegova odgovornost. Skratka, to, da je vsak človek odgovoren za svoje občutke sam. To je en del in upam, da ste dobili kakšen aha moment, upam, da vam je kaj pomagalo. Drugi del je še ena zgodba. Danes kar delim take moje zelo intimne zgodbe z vami, ki so, mislim, tako, še zmeraj, ki jih govorim, mi jih ni preprosto govoriti, čeprav sem jih že predelala, ne. Ampak še ena stvar, ki vas prosim, da jo ne počnete s svojim otrokom, niti svojemu partnerju, je kaznovanje z odvzemom bližine. Verjetno si ne predstavljate, kaj vam hočem povedati. Vam bom še eno zgodbo povedala. Ko sem bila stara 5 let, sem teti ščvekala, kaj bo dobila za rojstni dan. Seveda so starši to izvedeli. Ker sem bila tako teto, da jim je povedala. No, nima veze. Skratka, še dobro, da se zdaj lahko smejem. Skratka, starši so to izvedeli. In kaj se je zgodilo? Pač dobila sem kazen, ker prekrške je treba kaznovati in ker so bili oni prepričani, da pri 5 letih bi jaz že mogla vedeti, da je skrivnost in da to se ne sme nobenemu povedati. Torej, kazen je bila, mi gremo na zabavo, ti pa ne. In jaz sem ostala doma, dali so me spat, dali so me v posteljo, pač to je bila ura 6 popoldan. In v posli bi jih mogla počakati. To je bilo vse v isti hiši, tako da nisem ostala brez nadzora, brez skrbi. Skratka, mi smo živeli od zgori, teta pa stara mama, pa stara ata pa od spodaj. In na to zabavo jaz nisem smela, sem pa slišala, kako so se spodaj pod mano zabavali. Jaz takrat nisem vedela, nisem dojela tega kot kazen, da je to kazen zato, ker sem povedala. Ker sem povedala skrivnost, kaj bo ona dobila za darilo. Jaz sem takrat to doživela kot dokončno izločitev iz skupnosti. Ne pripadaš k nam zato, ker nisi okej. Ne zaslužiš si biti z nami zato, ker nisi okej. Izdajalka, ne, na nek način. In takrat se jaz spomnim, da sem doživljala tako grozno osamljenost, tako grozno praznino, tak občutek izločenosti, da sem zamrznila. Sploh mi ni bilo problem v tisti posli biti, ker sem se samo pokrčila in sem mislila, da bo trajalo to za zmeri, da je to konc, da je za zmeri tako. Čebelica je prišla. Ja, bom nadaljevala to zgodbo. To situacijo je majčkeno popravila stara mama, ki mi je na skrivaj prinesla gor večerjo. Zdaj boste se verjetno razdelili v 2 tabora. Eni boste rekli, da se je vtikala in delala moje starše nekompetentne, drugi se vam bo odlegli pa boste rekli, kako lepo, da je ona poskrbela zate. Jaz sem dejansko takrat to doživela tako,
da je ona meni ne prinesla večerjo, ampak sporočilo: vse bo okej, vse bo okej. Jaz te razumem. In spomnim se, da sem šele takrat lahko začela jokati, da je ta odmrznitev malo spustila in da so mi stekle solze in da me je ona stisnila in je rekla: "Glej, vsakemu se kdaj kaj takega zgodi, nič nisi naredila narobe." Jaz sem zelo hvaležna še danes za to sporočilo, zaradi tega, ker je popravila zelo veliko enih stvari. Tako da morebiti je tule še eno sporočilo, da stari starši ne delajo čisto vedno štale, a ne, včasih tudi prinesejo kakšno modrost, kaj dobrega, kaj prisrčnega. In glejte, mogoče čakate, da vam povem, kako pa pol kaznovati, kaj jim narediti, ker oni si morajo zapomniti, oni morajo vedeti, da so naredili napako, oni morajo vedeti, da so nekaj naredili narobe. Seveda morajo vedeti. Otrok ne smemo zavijati v vato. O tem govorim v mojem videu, ki sem ga posnela lansko leto, Izbira namesto kaznovanja, kjer vam zelo natančno razložim o tem, da ima vsako dejanje svoje posledice. To pomeni, da otrok ne rabimo kaznovati, da jim rabimo samo ozavestiti te posledice in pustiti, da jih sami nosijo. Če razbije, naj pospravi, če polije, naj pobriše, če ko ne naredi naloge, pač naredi nalogo, pa še eno zraven. Če je bluzil, če ni upošteval pravil, če ni ne vem kaj. Skratka, izbira, otrok lahko vnaprej dobi dejanje in posledico in še eno dejanje in posledico. To boste v tem videu videli. Izbira namesto kaznovanja. Skratka, kazen vsekakor ni koristna. Nasilje vsekakor ni koristno, odvzem bližine ni koristno, kaznovanje z nekim čustvenim odzivom ni koristno. Otrok mora vedeti, pri čem je, in zelo konkretno mora vedeti, kaj je naredil narobe in kaj mora popraviti. To pomeni, da je, ko vaš otrok nekaj naredi, najbolj smiselno vprašanje za vas ne, kako naj ga kaznujem, ampak kako naj zdaj njega pripeljem do tega, da bo on to popravil. In tudi otroku lahko preprosto postavite vprašanje, kako boš zdaj to popravil. Zamudil si, izgubil si zaupanje, kako boš to popravil. Rekel si, da boš naredil matematiko, nisi jo naredil, kako boš to popravil. Vrgel si kozarec po tleh, razbil si ga, kako boš to popravil. A razumete? To je temeljno vprašanje, ki uči otroka veliko stvari. Da zmore sam, da mu zaupate, da bo zmogel sam, da mu stojite ob strani in da mu pomagate z nekimi, ne da namesto njega naredite, ampak da mu postavljate vprašanja, ki ga pripeljejo k cilju. In še nekaj, da ste vi varno pristanišče, kamor otrok lahko pride in tudi naredi nekaj narobe in boste vi tisti, ki mu boste znali reči, kako se naredi na tak način, da se te stvari reši in popravi. Tale video je bil kar dolg, ampak mislim, da je bil potreben. Tako da upam, da ste zdržali do konca. Še enkrat vas vabim, da si pogledate video Izbira namesto kaznovanja in da si kupite knjigo Vodnike, najvodile za najstarše, začnete delati na sebi in zmagate kot starši, zmagate kot partnerji in živite osvobojeno. Hvala za vaše komentarje, hvala, ker delite ta video in se vidimo v naslednjem videu, zato ker skupaj delamo lepši svet.